Če pa delaš tako za sebe, za daljšo zgodbo, je pa siguren ali parket ali vinil, a ne. Jaz se bi postavil v vlogo kupca, nimam pojma o parketih, imam stanovanje veliko, recimo 60 kvadratov. Tako je, kupil sem staro stanovanje, 65, 70 od oka. In zdaj bi jaz rad po tleh nekaj dal. Kako bi ti mene peljal čez proces parketa oziroma pod nakladati na tla? Prva stvar je ogled objekta, a ne. Okej, pogledamo. Zdaj po takih kilometrini že malo vidim, kaj je stranka, v katero smer cilja. Katere smeri pa poznava? Ja, lahko je vinil, a ne, ki je moderen, pa lep, pa kvaliteten, ali pa tisto, kar je pač, da je parket, vse glih parket, a ne. Zdaj več ali manj, da je 95% je gotovih parketov, a ne. To kaj zdaj to pomeni? Okej, dajva tako, da bova malo bolj šla. Katere vrste podnov imamo? Imamo laminat, vinil pa parket. Laminat je za kakšno pisarno, ki imaš v najem, ki je poceni pa hiter, 3 do 5 let ali pa recimo, a ne, vržeš ven, zamenjaš, pa je hiter pa poceni. Če pa delaš tako za sebe, za daljšo zgodbo, je pa siguren ali parket ali vinil, a ne. Kaj pa je med njima razlika? Da najprej tule Recimo parket je bolj topel, bolj življenjski, ke je naraven material, a ne. Pač vinil je plastika, je majčkeno bolj, malo manj je dovzeten do, recimo, če padejo kakšne otroške igrače, daljinčki pa take stvari, se ne pozna, a ne. Pač na parketu se pač tiste drobne luknjice poznajo, a ne. Živje, ne? Živje, tako. In dobro, zdaj, ke so parketi veliko oljeni pa rahlo krtačeni, to je, kar je razlika med parketom pa vinilom.